V prostorih Srednje šole Slovenska Bistrica so v sredo 25. oktobra predstavili investicijski projekt za rekonstrukcijo cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi ulici in na priključnih ulicah v Slovenski Bistrici. Projekt je uvodoma podrobneje predstavil direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek. Marsikdo je že kaj prebral, marsikdo je že kaj videl, krajevna skupnost je aktivno vključena. Tu je kako vprašanje, marsikdo je tudi mene kaj poklical na občine strokovne službe. Nekako dejansko, če želimo ta projekt nastaviti in ga tudi izvesti, ja pač ne moramo izvajati brez vas. Marsikje bo potrebno narediti ureditev parcelnih mej. Eno je pač tisto, kar je vgrajeno v javno dobro, kjer so meje definirane. Naloga nas je, da se pripravi projekt do nivoja gradbenega dovoljenja. To se pravi, da bomo lahko vložili na pravno noto za pravico do gradnje, to se pravi na nivoju DGD, da pa lahko pripravljamo projekt na nivoju DGD, pa moramo imeti covno obdelovanja nekako tudi lastniško-zemljiško knjižno urejeno. To pomeni tam, kjer te stvari niso urejene s sistemom, da je javno dobro, se bo pristopilo posameznikom, lastnikom zemljišč, da se bojo tudi pridobivale služnostne pravice, tam, kjer bo to mogoče, tam, kjer pa to ne bo mogoče, pač gradnja takega sistema pač nam bo mogočala, da bomo lahko to gradili. Mi bi to radi to že v fazi priprave vseh izhodišč za pripravo gradbenega dovoljenja. Zdaj, tule sem se tudi pač dovolil nekako zapisati, zdaj, kaj pa bo doletelo vse uporabnike. To se bo enkrat, bomo tako daleč prišli, bomo imeli gradbeno dovoljenje, ko bo investicijski program, ko bo to v proračunih, ko mogoče kasneje več strokovne službe v županju, bo dejansko vsak posameznik, vsi priključki pa vse se bo spravilo na parcelne meje lastnikov zemljišč. Vsi lastniki zemljišč, lastniki stanovanjskih objektov, bodo pač morali opustiti greznice, te greznice bodo mogli pač sprazniti, to se pravi odpeljati te greznične gošče in se priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. In prav tako se bo izgradili nove vodomerni jaški, zdaj ponekod tam, kjer so že v skladu z nekimi predpisi, se bo lahko ohranili, večinoma pa gre za gradnjo novo vodomerni jaški, kjer se bodo tudi izgradili vsi novi priklopi, kjer se bodo vsi stanovanjski objekti priključili na novo zgrajeno vodovodno omrežje. Več o pridobivanju gradbenega dovoljenja in zagotavljanju potrebnih sredstev za obnovo Špindlerjeve ulice in priključnih ulic je na predstavitvi povedal dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Kar se tiče gradbenega dovoljenja, to je že bilo zelo jasno povedano, je treba pač med drugim po vseh soglasodajalcih pač pridobiti zemljišča, ali služnostne ali lastninske pravice. To je preizkus, brez tega gradbenega ni možno začeti dobiti in brez tega ni mogoče začeti delati. Ni ista situacija, kot je bila recimo v Kajuhovi, ker se je to še malo paralelno delalo. Teda, to moramo vsi vedeti. In v bistvu lahko eden blokira celotno investicijo, ki je pa vredna tudi 6 milijonov. Res pa je, da bomo verjetno, glede na pač možnosti pridobivanja sredstva iz kakih drugih virov, tudi samo dinamiko investicije potem prilagodili v smislu faznega pristopa. Če imamo zdaj en del čist, če bom tako rekel, kar se tiče seveda delo je smiselno naprej, če to seveda zakonodaja pač dopušča. Zdaj pa kar se še pa tiče seveda tega drugega dela, investicijskega, oziroma finančnega, jasno je, da je dinamika odvisna seveda od financ. Zdaj, kar se tiče financ, v tem trenutku situacija ni ravno, bom rekel, bleščeča. Vemo, da smo priča havariji v Sloveniji. To je pobralo številne potencijalne vire sofinancirane iz drugih naslovov, vse za enkrat, nacionalnih, pa tudi recimo evropskih naslovov. Je pa res, da še nova finančna perspektiva, ki je sicer formalno že odkljukana, še pa ni prav stekla in mi si obetamo iz tega naslova vseeno sredstva, ki, če jih bo možno pridobiti, bomo jih namenili prioritetno tudi v ta projekt. Ampak v tem trenutku vam ne znamo povedati, pa jaz mislim, da neki ministri ne znajo nas povedati, če bo mogoče to tako speljati, ali pa ne bo v tem trenutku, jaz ne rečem, da ne bo čez par mesecev drugače, pa čez pol leta, je pa seveda tudi odvisno od razpisnih pogojev. Zato, ker so pač problem, ki ga mi v tem primeru imamo, je ta,
da mi v bistvu ne zagotavljamo novih priključitev na čistilno napravo, ne, ampak obstoječe priključitve. Ne. In to je eden od parametrov, ki je vse do zdaj bil odločilen, kar se tiče možnosti kandidiranja na razpise ali pa ne, tako se že prej povedal. Ampak ne glede na to, ne, mi bomo seveda prosta sredstva usmerili v ta projekt, ko bodo zadeve izpolnjene in bomo probali poiskati tudi vse druge vire, ki bo možno pač najti, če bo možno. Ne. Je pa tako, da včasih tudi o teh stvareh se ljudje zelo lahkotno pogovarjajo, ne se z EU-ja dela, ne nič tako. Zelo malo se lahko še časi da potem dejansko delati in kandidirati, ko smo na konkretnih zadevah.